Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Danes bomo govorili o novih prehranskih smernicah, ki jih je sestavila vlada Roberta Goloba, ki ima sicer že celoten mandat tudi strokovni strateški svet za pripravo prehranskih smernic in so z njimi razburjali že pred 2 letoma, ko so poskušali nove obroke, med njimi veganske, uvesti v izobraževalne zavode, tudi v vrtce in šole, pa se je stroka temu uprla. Zdaj pa je v javnost pred nekaj tedni prišla informacija, da so v tajnosti pripravili nove smernice in jih potem tik pred zdajci umaknili. Kljub vsemu pa je nekaj ostalo objavljeno, in sicer strokovni članki v strokovnih revijah, ki pa naj ne bi bili tako strokovni. Ampak o tem, zakaj pravzaprav se točno gre, bomo govorili z našima sogovornikoma, kliničnim dietetikom, doktorjem Eugenom Benedikom. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. In pa tudi s pediatrom, vodjo oddelka za endokrinologijo na Univerzitetnem kliničnem centru, doktorjem Tadejem Batalinom. Lepo pozdravljeni. Dober dan želim, hvala za povabilo. Nimamo toliko časa, kot bi si želeli, v klasičnem podcastu, ampak gremo vendarle kar konkretno k pismu, ki sta ga najprej vidva naslovila na javnost, pravzaprav tudi na kabinet predsednika vlade, češ da gre za ideološko motivirane vsebine. Šlo je pravzaprav za 2 članka, ki sta bila objavljena v reviji Foods, ki sta nastala nekako na podlagi tega, kar je razpravljal Golobov strateški svet za prehrano v zadnjem času, in ki govorita o slovenskih prehranskih smernicah. Zdaj, vi pravite, da ste ob tem, kar ste prebrali, obnemeli, ker ljudje ne berejo teh strokovnih revij, večinoma. Gospod Benedik, morda vi, če začnete. Kaj je bilo narobe? Kaj vse je bilo narobe? V bistvu, če začnemo na začetku, torej v znanosti, imamo na nek način kar dobro definirana pravila, kako objavljamo določene znanstvene članke. In tukaj pravzaprav je bilo tisto osnovno vodilo kršeno, torej ga ni bilo. Torej, da vse informacije, s katerimi naj bi raziskovalci razpolagali, na podlagi katerega naj bi napisali te znanstvene članke, da so javnosti dostopne, da so preverljive, da je metodologija preverljiva, torej, da bi lahko kdorkoli bi želel na podlagi podatkov naredil naprimer ponovno analizo in morebiti ugotovil mogoče določena odstopanja. Torej, to je en pomemben segment, ki ni bil naslovljen niti približno. Potem naslednja stvar, če gremo samo naprej, je razkrivanje interesov teh vpletenih, ki so to pripravili. To je tudi eden velik problem v znanosti. Imamo jasno pravilo, da je potrebno razkriti vse interese, ki bi morebiti lahko vplivali na samo vsebino članka. Ste lahko konkretno? Ja, v bistvu interese, če kdo deluje naprimer v kakšni verigi s prehranskimi dopolnili, če mogoče kdo lahko vpliva na prodajo kakšnih prehranskih dopolnil, če ima nekdo določene dobičke na podlagi nekega napisanega ali pa zavedene objave v neki taki reviji. Torej, konflikt interesov je lahko zelo širok pojem. In načeloma raziskovalci vedno moramo razkrivati svoje interese, da na nek način zagotovimo to objektivnost, oziroma če na nek način objektivnosti ni, vse je treba razkriti interese, da potem bralec ve in ima to v mislih, ko nekako presoja tehtnost nekih rezultatov v neki taki znanstveni objavi. In kdo tukaj ni razkril? Ja, v bistvu več je avtorjev, ki bi lahko razkrili svoje interese, po mojem mnenju. Najbolj v javnosti je odmeval recimo članek, ki ga je objavil gospod Jakše pred 2 letoma, ki sodeluje tudi zdaj ženo predsednika vlade, Tino Gaber Golob, ki je konec koncev tudi nekako upleten v trgovino s prehranskimi dopolnili. Ja, na nek način ja, ampak to so seveda drugi, Herbalife je v tem primeru, ja, ampak ja. Gospod Batalino, Slovenija že ima nove prehranske smernice, ki so močno nagnjene k rastlinski prehrani. To je pisalo v enem izmed teh 2 člankov. Ja, jaz mislim, da kar je mogoče mene najbolj nekako presenetljivo, ker po 4 letih je človek že marsikaj doživel, ampak to pravzaprav arogantno nasilje in laž. To dvoje mogoče res ne sodi med znanstvene objave, torej da nekdo očitno spravi čez
neresnico in potem arogantno odreagira. Jaz mislim, da je to mogoče nekaj, kar v nekem normalnem svetu na Zahodu, kjer znanost pravzaprav jemljejo resno. Veste, znanost v družbi že tako pravzaprav rabi dober renome. A ne? Znanost plačujejo davkoplačevalci konec koncev. Večino znanosti, a ne? V vsej evropski skupnosti. In jaz mislim, da smo znanstveniki, predvsem ti, ki smo financirani iz javnih sredstev, bodisi iz Evropske skupnosti, bodisi iz naše slovenske agencije za raziskovalno dejavnost in inovacije, dolžni pravzaprav biti resnicoljubni, pošteni. In ta, bi človek rekel, nasilna, arogantna laž je za moje mnenje povsem nesprejemljiva in to je pravzaprav tisto, kar v tem procesu, ki je vodil do objave, ki se zdaj razkriva, predvsem pa v trditvah, v objavljenih člankih, pravzaprav po mojem mnenju vsakega poštenega raziskovalca in znanstvenika verjetno zmoti. Da smo tukaj konkretni. Zdaj, te predlagane nove slovenske prehranske smernice so bile strokovni javnosti predstavljene v tej reviji. Več vprašanj se je tukaj odprlo. Kljub zagotovilu vlade, da smernice še niso sprejete, je v članku bilo zapisano, da so bile sprejete. Po drugi strani pa ni bilo neke širše strokovne razprave. Pri pripravi novih prehranskih smernic, to ves čas opozarjate, dietetiki, pediatri niste bili vključeni, sicer ves čas na drugi strani govorijo, v tem strokovnem svetu za prehrano predsednika vlade so strokovnjaki za prehrano. Veste, prehrana pravzaprav je ena zanimiva stvar, ker ni samo medicinska, recimo, zgodba. Prehrana je del kulture, je del navad, je konec koncev ena osnovna pravica vsakega človeka, tako da nekako medicinizirati prehrano, narediti zdravilo iz prehrane, je po mojem psihopatologija. Jaz bi tukaj začel, ljudje ne jemo samo zato, da bomo večno živeli. Ljudje jemo zato, ker je to dobro, ker se ob hrani družimo, ker smo socialna bitja, ker ponavadi s tistimi, s katerimi jemo, jih imamo radi, jih spoštujemo. Tako da razložiti neke prehranske smernice na način, da bomo jedli travo skupaj z prehranskimi dodatki, pravzaprav presega samo medicinsko vprašanje, ampak jaz mislim, da močno posega v družbeno razsežnost prehrane, ki je morda tukaj sploh ni pravzaprav obravnavana in je še bolj nesprejemljiva. In ravno zato je mogoče uporaba ideoloških vidikov, če hočete nekih, če hočete paraverskih vidikov in tako naprej, v nekih prehranskih smernicah v demokratičnih družbah povsem nesprejemljiva. In jaz sem presenečen, da pravzaprav neki državi, ki ima formalno ločene religije od države, če hočete, v zakonu, kolikor jaz vem, pravzaprav na tak način želi nekdo spromovirati prehranske smernice. A vas prav razumem, govorite o veganstvu kot religiji? Glejte, jaz mislim, da je teh sekt veliko na svetu in veganci so gotovo neka posebna skupina. A veste, treba je, kadar delate prehranske smernice za različne skupine prebivalcev na nivoju države, predvsem poskrbeti, da ne naredite škode. To je glavno pri prehrani. Lahko se pregovarjamo verjetno zelo dolgo, a je tale fržol bolj zdrav od onega fržola. To je lahko stvar debate, ki se nikoli ne konča. Mislim, da mora biti osnovna podlaga, da posameznim populacijam, morda predvsem najbolj randljivim populacijam, kot so majhni otroci, kot so ostareli, ne škodimo. In poglejte, v neki sodobni prehrani, predvsem, če se iz svojega ožjega področja izločim, da ne bo izgledalo preveč strokovno in grem na populacijo ostarelih, vedno bolj pogosto se borimo za ohranjanje mišične mase.
To je tisto, kar omogoča zdravo dolgoživost, ki je danes brez dvoma družbeni cilj vsake normalne države pri tako hitro starajoči populaciji. Mi želimo aktivno, zdravo, starajočo populacijo. Zato je nujno ohranjati mišično maso. In poglejte, če se peljete s kolesom po Ljubljani, tako kot jaz, vidite panojsko reklamo, kjer naš olimpijski zmagovalec promovira mleko ojačano z beljakovinami. To je sodobna prehrana. To boste videli v Švici, to boste videli v vsem razvitem svetu, to boste videli v severni Italiji, kjer, kot veste, v plavi coni ljudje najdlje živijo. Ne, mislimo, da je to nekje na Japonskem. Ne. To je južna od Tičina. Zakaj? Zato, ker pravzaprav z svojim življenjskim slogom ohranjajo mišično maso, ohranjajo gibalno sposobnost, ki je ključna. To se pravi, usmerjamo te prehranske smernice v nekaj, kar recimo v najnem primeru starajoči populaciji omogoča aktivnost, omogoča, da sodelujejo v družbi, omogoča, da dodajo nekaj ti družbi in se s tem počutijo vredne, željene. To je tisto, kar bi mogel biti cilj pravzaprav neke tako temeljne usmeritve, kot so prehranske smernice. Preden se vrnem k gospodu Benediku, ko ste ravno omenjali modre cone, 4 ne bi bile na svetu, Kostarika, pa Okinava, pa še ena v Grčiji, a zdaj stroka že priznava te modre cone, Kaj je na tem? Veste, to je neke vrste mehka stroka, da je reči, ker zelo verjetno samo zaradi prehrane ne boste živeli več kot 100 let. Če sva že pri tem, je verjetno gibanje pomembnejše ali pa najmanj enako pomembno. In ja, v teh conah se ljudje gibljajo. Naslednja stvar, ki je pomembna, so socialni kontakti. Ravno tisto, kar verjetno ob travi težko razviješ. Se pravi, je nekaj, kar zelo presega neko ozkost, neko bi človek rekel, sektaštvo, nek fanatizem. Tukaj seveda je smiselna res odprtost, sprejemanje, hkrati pa seveda na tistem, kar stroka ve, torej ohranjanje mišične mase, zadosten kvaliteten beljakovinski vnos v geriatrični populaciji, pa ni nobenega dvoma. To pa imate res članke z visokim faktorjem vpliva, ki so drugače napisani kot ta dva, o katerih smo začeli govoriti. Zdaj te nove prehranske smernice je vlada skrila, tako smo slišali. A ste jih dietetiki, pediatri v resnici videli, kajti zdaj v strokovnih krogih se govori, tako ekstremno vegansko usmerjenih smernic nima nobena država v Evropi? Ne, mi jih nismo videli. Videli so jih samo določeni posamezniki. Pa se je to razširilo do vas? Na nek način sem jih lahko potem, ne v celoti, ampak samo, ko smo se pogovarjali, kaj not zapisano, bil na nek način posredno obveščen. Je pa kar en tak pomemben segment, v katero smer zgodba gre, seveda tudi predstavljena v teh 2 člankih. Gospod Benedik, ko govorimo o prehranskih smernicah, ki so sprejete v neki družbi, kaj to v praksi potem pomeni? Kaj pomeni, da, čeprav razumem, objavih na koncu Nacionalni inštitut za javno zdravje in institucije so k prehranskim smernicam tudi vaša UKC Ljubljana zavezane? Smernice so kar pomemben dokument in v bistvu jih morajo vse organizacijske strukture v državi na nek način počasi implementirati. Torej, to ni nek dokument, ki ostane v nekem predalu, in seveda je to velik problem. Torej, smernice, če niso to družbeno sprejete, torej, če ni stroka teh smernic videla, podala kritiko in te kritike niso bile ustrezno usklajene, tako kot je že profesor Battelino omenil, smernice v osnovi morajo preprečevati neke zdravstvene težave, ki bi se lahko pojavile, in smernice na nek način, če se lahko izrazim, po Gaussovi krivulji naslavlja veliko večino državljank in državljanov v Sloveniji. Torej od mlajših do starejših. Ekstrem na Gaussovi krivulji pa načeloma lepo ujame zdravstveni sistem in jih potem ločeno vodi in ločeno nagovarja. Torej, nekdo z nekim problemom, verjetno mu bo odsvetovano, da se drži splošnih smernic, ker ima nek zdravstveni problem, ki je popolnoma drugačen, kot kar piše v tistih smernicah. Torej, smernice morajo biti take, da bodo zaživele in predvsem, da bomo ohranjali na nek način
našo kvaliteto življenja in pa seveda s tem tudi zdravje. Ampak prej sem že gospoda Battelina spraševal, ne? Strateški svet za prehrano pri predsedniku vlade obstaja, ne? Ampak niste se pa v stroki poenotili, a so v tem svetu res ljudje, ki razumejo. Mislim, kakor je ta strateški svet za prehrano je ugasnil. Na papirju je očitno ostal, ne? Mogoče, ampak do mene so pa še informacije, da nam je že ugasnil nekaj časa nazaj. Smo pa že ob prvi sestavi bili zelo glasni in povedali, da sestava članov, ki sedi tam noter, niso dejansko najbolj, bomo rekli, ne predstavljajo stroke kot take in da je potrebno dati dodatne člane, kar so do določene mere potem upoštevali in dodali nove ljudi noter. Bilo je 6 politikov, če se spomnimo, celo v tem svetu, ne? Ja, tudi politični imajo predstavniki. politiki dejansko kaj iskati v svetu za prehrano. Ne, to je popolnoma strokovna zgodba in tukaj bi se morali strokovnjaki pogovarjati med seboj, pa strokovnjaki, strokovnjaki, naprimer UKC, Nacionalni inštitut za javno zdravje, fakultete, torej to so nekakšne inštitucije, ki raziskujejo vpliv prehrane na vsakodnevnem življenju posameznika, na neki strani preventivni kot kurativni in to so ljudje, ki imajo kaj zapovedati in zasvetovati. Ne. To je pomembno poudariti. Če dovolite, jaz nisem prepričan, da je v zrelih demokracijah navada, da ustanavljamo nacionalne svete. V Sloveniji imamo razširjen strokovni kolegij za prehrano, ki je po zakonu strokovni posvetovalni organ ministrstva. Imamo NIJZ, ki je zadolžen za javno zdravje. To se pravi, da jaz mislim, da to, da ustanavljaš neke nasilne komiteje, ki jih vodijo politiki, je mogoče del zgodovine nekaterih političnih opcij, ampak tega niti na Kitajskem ni več. Tako da to je anahronizem, tako kot je po mojem mnenju to nasilje in to laganje anahronizem. V neki normalni družbi z lažjo ne prideš več daleč. To je bilo, sej veste, da je Mao Tse-tung rekel, če zadosti dolg lažeš, bojo ljudje verjeli. Ja, v nasilju. V neki sodobni družbi bojo rekli, da dosti je tega lažnivca. In tukaj so te paradigme, ki jih človek težko razume, da je laž prišla tako daleč, da je objavljena v strokovni reviji. Brez sramu. Brez neke refleksije. Brez, mogoče zdaj, da bi rekel, ok, smo mislili, da bo pa ni, umaknemo, ne. Ampak arogantno vztrajamo. To se je dogajalo že pred letom 2, ko smo tudi mi o tem poročali, ne? Ko ste imeli pravzaprav strokovnjaki za prehrano neke vrste medijsko vojno, ne? Ko so v reviji PubMed, ki mislim, da je plačljiva revija, v kateri lahko, objavi skoraj vsak, če za to plača, ste pravzaprav morali pisati demantije gospodu Jakšetu, ki se je predstavljal kot strokovnjak za prehrano, ne? Kjer so govorili, da je strokovno, znanstveno dokazano, da je veganstvo povsem sprejemljivo, ne? Da ne drži, da se otroci, ki uživajo vegansko prehrano, ne razvijajo, da bi imeli kakršnekoli težave. Ne? Takrat ste imeli precej težav s tem, da ste pisali demantije. Ja, v bistvu pravzaprav gre za isto, bomo rekli, mamo revijo, to se imenuje MDPI revija. Omenjena 2 članka na začetku oddaje sta bila objavljena v reviji Foods, ta konkreten pa v reviji Nutrients. V isti reviji torej. Ja, in dejansko je velik problem v tem, da tisti članek je govoril o tem, kako je veganska prehrana kot taka primerna, oziroma zdaj želijo, če se igramo z besedami, ne uporabljati več besede veganska prehrana, ampak zdaj se pogovarjamo o rastlinski prehrani ali pa ne, da gremo v ta rastlinski svet, kako je ta prehrana super za otroke. Ampak dejstvo je, da nimamo nobenih kvalitetnih, randomiziranih študij na tem področju, ki bi tovrstne trditve kakorkoli potrjevale. Imamo določene, bomo rekli, mogoče študije iz slabšega ranga, slabše kakovosti, ker v znanosti imamo jasno opredeljeno tudi, katere revije so, oziroma ne revije, kateri podatki, kako se znanost dela, da je tisti podatek, rezultat, ki ga na koncu dobimo, dejansko, bomo rekli, podatek, ki mu lažje zaupamo kot drugemu. Ne?
In tukaj je šlo ogromno nekega besedičenja v tej smeri, kako je vegansko ok, čeprav nimamo ne na evropskem parketu, ne širše nekih konkretnih dokazov na to temo. Pa še na tukaj podarim, da otroci, profesor je že omenil starejše odrasle, otroci so prav tako kritična populacija in jaz, na primer, konkretno si ne bi upal in si ne bi želel, da bi Slovenija postala na nek način država, kjer se izvaja živi eksperiment na otrokih ali na odraslih, kako se zdaj veganska prehrana ugodno ali neugodno vpliva in potem bi se leta kasneje učili iz tega živega eksperimenta. Če se malo pošalim, vse vi zdravniki že ste živi eksperiment s tem, kar vlada počne s svojo novelo zakona. Ne bomo videli maja, kaj se bo zgodilo. Gospod Battelino, otroci so torej problem, ne? Ko govorimo o veganskih smernicah, otroci, ki odraščajo. Glejte, jaz mislim, da otrok je problem v glavnem v tem, da se ne odloča sam. In zato je iz etičnega stališča seveda bistveno bolj pod drobnogledom. Če nek posameznik, odrasla oseba, sklene, da bo jedel to, ono ali tretje, oziroma da nečesa ne bo, je to povsem sprejemljivo. Tega mu morda ne svetujem, ampak to je njegova odločitev. Tako kot je odločitev, ali se želi zdraviti ali ne. In, še vse druge svobodne odločitve, in v to se normalna medicina nikoli v življenju ni vtikvala. Otrok je pa zaščiten, otrok ni last starša, ne sme biti last starša. In zato ga družba ščiti, starš je skrbnik tega otroka. In seveda družba tukaj poskuša svetovati, da ta otrok znotraj svoje družine odrašča v nekem razumnem koridorju, če hočete, ki mu zagotavlja eno varnost. Zato je pravzaprav to pomembno. Se pravi, jaz ne verjamem, da kjerkoli prehranske smernice za otroško populacijo želijo mamam razlagati, da kaj imajo otroci rajš ali kaj nimajo. To ni namen. Ne? Želi pa postaviti neke smernice, ki zagotavljajo varnost, ki zagotavljajo tak prehranski vnos, da bo ta otrok rastel, da se bo razvijala možganovina, da ne bo prišlo do specifičnih deficitov. To pomeni, da kakšna malenkost v prehrani manjka, ki so danes zelo pogosti. In lahko arogantno rečemo, ja, bomo pa prehranske dodatke kupovali. Veste, dragi so. Enih ne morajo kupiti. Se pravi, tu neke smernice za vsakega ne morajo biti, zato ker pol reveži takoj vam padejo. Ne bomo dajali pa revežem dodatke. Ja, pa kam smo prišli? Ne, številka 1. Številka 2. Evropska skupnost nima nadzora nad prehranskimi dodatki enako kot Združene države. V Združenih državah prehranske dodatke nadzira FDA, Food and Drug Administration, in imajo enake pogoje za nadzor kvalitete kot zdravila. V Evropski skupnosti tega nimamo. Zato ne moramo trditi, da so prehranski dodatki, ki so na trgu, v resnici kvalitetni, oziroma da v resnici vsebujejo količine posameznih snovi, ki so napisane na etiketah. Torej, zakonodaja Evropske unije ni dobra. Veste, je vprašanje, a ne, drugo filozofijo ima. Prepričujejo nas, da je evropska zakonodaja boljša od ameriške. Jaz mislim, da marsikdaj je. Ne? Poglejte, da vam razložim. Evropska unija misli, da prehranski dodatki niso obvezni del hrane. Ker če ti normalno ješ, jih načeloma ne potrebuješ, če nimaš kakšnega posebnega stanja. In to je modro razmišljanje. Evropska unija, jaz mislim, da ima res tradicijo ekstremno dobre hrane. Tukaj je kultura hrane, tu ni neka, ameriška situacija, kjer so po posameznih območjih prehranske navade povsem nesprejemljive. In so morda kvalitetni prehranski dodatki nujni. Zato imate v Ameriki, oni temu rečejo fortified, tole fortified, da dobijo otroci tisto, kar sicer vejo, da ne bi. Če vi imate možnost zdrave mešane prehrane, ki ima kontroliran izvor, to je pa v Evropi odlično urejeno, in lahko otroku ponudite to hrano tudi v šolskih institucijah, za kar se borimo, potem so lahko izhodi bistveno boljši, kot če bi imeli zelo nadzirane prehranske dodatke. Se pravi, filozofija Evropske skupnosti, ki jaz mislim, da je v tem primeru dobra, je, da je Evropska skupnost sposobna ljudem ponuditi dovolj kvalitetno hrano, dovolj dobrega izvora, da načeloma prehranski dodatki niso potrebni. Izjema je vitamin D, tega zaradi novih smernic proti sončju in tako naprej vsem nam primanjkuje. Izjema je morda jod,
ki vemo in ga znamo nadomeščati, ampak to so te specifične, zunaj Gaussove krivulje prehrane, ki jih dobro poznamo, ki so dobro raziskane in ki jih znamo prav tako nadomeščati na način, da so v splošni prehrani, recimo jod v soli. Ker sol ni ne vem kako dobra ideja, ga Švicari dajajo v kruh in mleko. Ker so bolj nekako mogoče, premišljena, modra država. Tako da gre za prav to filozofijo, veste, ali je hrana nek kulturen dogodek, ki če je izvorno dobro zastavljena, dobro sestavljena in ki je mešana, potem to otroku in seveda tudi odraslemu zagotovi normalno rast in razvoj. In to je po mojem mnenju zdrava filozofija, ki pa je za tiste, ki imajo, veste, druge finančne, da ne bom rekel še kakšne interese, jaz upam, da ne sektaške, politične, jaz ne vem, nesprejemljiva in želijo, celo v prehrano, privesti politiko in razdvajanje in nasilje in sovraštvo. Ker vidimo, reakcije niso polemične, reakcije so sovražne. In to vam pove, da seveda nosilci takih reakcij, niso ljudje, ki imajo neko strokovno mnenje, ki ga želijo predstaviti, ampak gre za nasilje. In to seveda ne sodi v znanstveno razpravo. Ker bo zagotovo kakšen vegan poslušal našo debato. Vedno znova v odzivu na takšne debate, kot jih imamo danes, potem predložijo neke študije, ki dokazujejo, da pa je veganstvo sprejemljivo, da se da nadomestiti manko morda beljakovin, ki izpadejo s beljakovinsko prehrano, mesno prehrano. Skratka, a so študije v svetu tukaj enotne ali niso enotne? Ja, tukaj zdaj, če govorimo o tem, potem moramo vedeti, da to govorimo predvsem o nas zdravih, odraslih, aktivnih ljudeh. Torej, tukaj noter niso zajeti ne otroci in praviloma tudi ne starejši odrasli. Poleg tega, ko gledajo to vrstne vplive, so ponavadi to lahko določeni kratkoročni vplivi, pa potem seveda tudi na nek način dolgoročni vplivi. Ampak nekako dolgoročne vplive samo s prehrano ugotavljati v znanosti je zelo težko nastaviti eksperiment, da bi lahko potem res objektivno trdili, da nekaj deluje ali pa nekaj ne deluje. Ljudje bi dobesedno morali nekako zapreti v neke prostore, kjer bi lahko nadzorovano jih mi kontrolirali, hranili in jim dajali nekako nadzorovane urnike, telesne vadbe in tako naprej. In to je seveda v praksi nemogoče. Poudaril bi tlele seveda to, da ogromno teh znanstvenih študij, ki obstajajo in govorijo v prid, naprimer določenem načinu prehranjevanja, je problem velikost vzorca, mi temu rečemo. Torej lahko naredimo neko analizo na mali populaciji, ampak to še ne smemo potem vleči nekih zaključkov iz tega. Zelo pogosto, vsaj statistiki tako pravijo, da če želiš nekaj dokazati, materi podatke toliko dolg časa, dokler ti ne priznajo tega, kar hočeš od njih slišati. Torej gre ogromnokrat tudi za manipulacijo statističnih orodij, da na koncu dobiš nek rezultat, ki ga nekdo želi. In zdaj, ko prebiraš te znanstvene članke in imaš vse te zadeve nekako v mislih, v ozadju, je potrebno, kot vidite, ogromno nekega tudi statističnega znanja, ogromno nekega tega raziskovalnega znanja, da potem lahko nekako vrednotiš, v katero skupino zdaj ta članek spada. Potem pa, če gremo po hierarhiji dokazov, imamo pa metaanalize tiste, ki so na nek način zelo prepričljive, ampak še, ne boste verjeli, še pri metaanalizi, če se ne upošteva protokola priprave metaanalize, lahko pride do hudih pristranskosti. Torej je treba vedeti spet in poročati konflikte interesov, točno določiti metodologijo, pojasniti, kaj je bilo uporabljeno, in to ni tako enostavno. Samo še, če dovolite stavek. Potem pa nek tak članek dobi v roke nek influencer, torej nek vplivnež, ki ne pozna ne metodologije, ne statistike, ne ve točno, zakaj se je šlo, samo mogoče prebere v conclusionu tisti zelo napihnjen abstrakt in objavi na Instagramu, naprimer, kako nek način prehrane vpliva ugodno, pa imate potem problem. In ravno iztočnico ste mi dali za naslednje vprašanje, ki sem ga res želel postaviti.
In potem se zgodi, da je takšen vplivnež, ne, žena predsednika vlade. A ona je vplivnež? Je spletni vplivnež. Nisem vedel. Mislim, glejte, na koga pa vpliva? Torej na svoje sledilce, ne? Ampak gospod Benedik je govoril o spletnih vplivnežih, ki imajo na Instagramu po 50-100 tisoč sledilcev in študije kažejo, da jim ljudje zaupajo recimo bolj kot nam novinarjem in bojim se, da vse bolj tudi bolj kot vam zdravnikom. Veste, jaz se na to ne spoznam, če sem čisto odkrit. Jaz mislim, da to ni čist isti nivo. A veste, jaz verjamem, da so ti influencerji, a ne, v glasbi, v modi in v teh stvarih. To se mi zdi čisto sprejemljivo. Ne, recimo, zakaj ne bi recimo ljudje imeli svojih idolov? A veste, včasih smo pa Beatle poslušali. Saj jaz sem jih, ne. Pa je vse dobro, kar so Beatli naredili v življenju, pa tako, kot so živeli, zelo dvomim. A bi jaz svetoval, da moji otroci živijo tako, kot Beatli, zelo dvomim, ne. Pa sem bil velik fan Beatlov. A veste, pa tudi vsi fuzbal gledamo, ne, pa zdaj, vsi igralci tako živijo, da bi jaz mojim otrokom svetoval, da živijo tako, kot te, ugledni fuzbaleri, po mojem ne. Pa je fuzbal fajn stvar. A veste, smo navdušeni, ne. Tako da jaz mislim, da ne smete temu isti nivo teže dati, ne. Če boste pa vi prišel k zdravniku, a ne, pa boste imeli eno resno bolezen, jaz mislim, da ga boste več ali manj poslušal. Jaz bom skoraj 40 let praktičen zdravnik, pa nikoli nisem imel ambulanti v resnici ali pa na oddelku, da bi kdo rekel, poslušajte, vi pa meni lažete. Pa ne lažem, ne, pomeniti se da, razloži se, kar vemo, povemo tisto, kar ne vemo, pa se pol nekako ljudje lahko odločijo. Tako da to ni čisto, veste, isti nivo. In še enkrat, hrana ni zdravilo. Ne od koper kazvati. Hrana je ugodje, je kultura, je komunikacija, a ne, se pravi veliko, veliko več kot to. Seveda, ena je bolj zdrava. Da je zdrava hrana preventiva, ne? A veste, jaz sem zelo za to, a ne, kad vidite, nisem prav grozen debu, ne, in jaz sem za to, da kardioprotektivno, ne, da sem zelo strokoven, se pravi hrano, ki ščiti srce, ne, trenutno sodelujem pri teh evropskih smernicah, absolutno, a ne, samo zato ni treba diskriminirati nobene skupine živil. Cilj je, a ne, da ne vnesemo škodljivih maščob, fajn, dajmo to narediti, jaz sem takoj za to, ampak na nek način, ki bo sprejemljiv za vas, za njega pa še za vse ostale, a ne, ki bo dal možnost izbire, ki bo na nek način, a veste, kulturen, demokratičen, to je bistvo, ne, in bistvo je, se pravim, če nekdo v nekem življenjskem obdobju želi vegansko se prehranjevati, fajn, ne, mi smo že našteti in pomagali, da pa to ni za otroke dokazano varno, to pa vsaka skupina, ki jo boste vprašali in je strokovno podkovana, pove, ni dokazal, da je to varno in noben normalen zdravnik na svetu, katerekoli stroke, če ne bo vedel, da je nekaj varno, tega ne bo priporočal. Za otroke govoriva, verjetno tudi za ostarele iz podobnih razlogov. Vmes pa, veste, ljudje marsikaj probamo, sej poslušajte, ljudje vse mogoče stvari jejo. In jaz mislim, da dobro zdaj, a ne, to veste tako, kad ne, v čisto vsako stvar se pa novo vtaknila. Ja. Ampak recimo temu ena od smernic, ki jih strateški svet za prehrano, predsednik vlade, njegova žena, gospod Jakšek, ki smo ga danes že omenili, zasledujejo, ne? Misel je, da Slovenci pojemo, neka izvorna misel je bila vsega skupaj, da Slovenki in Slovenci pojemo preveč mesa. To drži ali ne? Mislim, jaz bi lahko rekel, da definitivno pojemo preveč visoko predelanih mesnin in tudi preveč visoko predelanih živil rastlinskega izvora. Teda, če bi to na nek način znižali, kar je bilo že omenjeno, te škodljive maščobe, na ta način bi tudi naredili in mogoče sladkorje in tako naprej, ugodno omejili. Zdaj, da pa kar na koncu pojemo preveč mesa, taka pavšalna trditev pa seveda ne drži. Bi bilo potrebno vse nekoliko zmanjšati in so to brezmesni dnevi. Koliko na teden jih svetujete? Ni splošnega konsenza. Jaz mislim, da je to tak, to je, veste, to je tako, kad ne vem, veste, da bi šel k spovedi, pa bi rekel,
3 oče naše, pa 4 zdrave Marije. Ne. To ni normalen način pogovora o prehrani. Ne. Jaz sem šel nazaj zračunati iz trenutnih priporočil tehleh, skrivnih beljakovinskega vnosa, če to krat 8 pomnožim, ne, v resnici jaz podpovprečno mesa pojem in to me je prav užalil, ker jaz zelo rad meso jem. Ne jem pa predelanih mesnin, nikoli. In jaz mislim, da je to zelo pameten nasvet. Tudi ne jem predelanih zelenjav in trav. Se pravi, procesirana hrana pa je. In poglejte, celo najbolj, če hočete, v tej državi, najbolj osovražena administracija predsednika Trumpa je sprejela smernice, ki prvič v zgodovini Amerike. Nova piramida. Prvič v zgodovini Amerike očrni procesirano hrano. Tako, kar se tiče sladkorja, ogljikovih hidratov, kot kar se tiče vseh ostalih skupin živil. In to je zgodovinski napredek. Seveda se strinjam, marsikaj, veste, kar govorimo popolnoma enako, skupaj z kardiologi, našimi kolegi, skupaj z nefrologi, ki se borijo za zdravje ledvica, skupaj z metabologi odraslimi v povezavi z metaboličnim sindromom, z hepatologi, ki se borijo za zdravje jeter. Mi imamo zdaj na nivoju Evropske skupnosti eno krasno povezovalno skupino, ki želi pravzaprav tako poenotiti življenjski slog, da bo za vse te ključne organe, ki nastradajo ob nepravilnem življenjskem slogu, nekako poenoten nasvet. Kako živeti za zdravo dolgoživost, to je v resnica ta prav cilj. Vendar seveda to ne bo šlo v neke fanatične ekstreme izključevalnih diet in podobnega. Kje pa? To bo šlo na sezname priporočenih živil, količine teh priporočenih živil in sezname živil, ki v resnici nam ne delajo dobro in da sem vsa visoko procesirana hrana sod. Jaz mislim, da klej pa stroka pa zelo poenotena. Ker nimate več časa, pa če zaključimo to debato z vprašanjem, torej, potrebujemo nove prehranske smernice in kdo naj jih sprejme? Kako pridemo do tega konsenza? Mislim, če bi si šli prebrati že obstoječe prehranske smernice, ki jih je sprejel NIJZ že pred leti, bi v bistvu ugotovili, da če bi se teh držali, bi bili znotraj Evropske unije že ena izmed bolj urejenih držav. Pa smo imeli problem tudi malo pri implementaciji. Torej zdaj, potrebujemo nove prehranske smernice, mogoče ker so že obstoječe na nek način stare, pa bi lahko vključili nova dognanja na tem področju, ker znanost na področju prehrane se zelo hitro napreduje in imamo določene izsledke, ki bi jih brez problema lahko vključili, kot je na primer visoko predelana hrana. Ampak zakaj se recimo prehranske smernice spreminjajo, če pa človek obstaja več 10 000 let? Ker se kultura spreminja, ljubi Bog. Poglejte, naenkrat imamo v Sloveniji kuharje z mišlinsko zvezdico. Jaz bi vsekakor njih povabil zraven. Ti veliko vejo o tem, kako se dober in zdrav kuha. Spreminja se kultura. Hrana je del kulture, ki se neprestano spreminja, kot se spreminja družba in ljudje. Pa znanje se veča. Tisto, kar smo nekoč mislili, da je usodno, danes vemo, da ni bil ta pravi razlog. Znanost nima vedno prav. To je treba jasno povedati in priznati. In seveda na ta način je že smiselno, da se na nek normalen, človeški, demokratičen ali pa če hočete, strokoven način smernice neprestano posodabljajo. Recimo Kanačani imajo zdaj tako live smernice. To pomeni, da jih lahko tudi med letom posodobijo, če pride do kakšnega zanimivega recimo odkritja, ki lahko številnim ljudem pomaga. Tako da jaz mislim, da spremembe so del normalne družbe. Samo nasilne družbe želijo ostati nespremenjene. Tako da jaz mislim, da absolutno ves čas posodabljati, ves čas vključevati nova spoznanja, ampak na en dobrohoten način, ki bo sprejemljiv za večino ljudi. Če smernice niso sprejemljive, ste naredili več škode kot koristi z njimi. In v tem primeru, če vidite, sovraštvo, ki se razvija in nasilje, ki se razvija okrog tega, je popolnoma jasno, da te smernice niso koristne. Bi še kaj dodala? Da sem vesel, da je v Sloveniji toliko ljudi, ki se pravzaprav na drugi strani zares ukvarja s prehrano. Dr. Battelino, dr. Benedik, najlepša hvala za obisk. Hvala lepa vam za povabilo. Hvala lepa. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. To je bila Vroča tema. Gledamo se prihodnji teden.